Case closed, right? No. Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes smo delali True Crime videe, da če vas to zanima, nadaljujte z gledanjem. Na Instagramu, kot vedno, zadnje čase, sem vas vprašala, kaj bi raje videli, in sicer April Jones ali Zodiac Killer. In presenetljivo vas je 60% reklo April Jones. Tako da, danes bomo delali primer April Jones. Če želite naslednjič sodelovati pri tem, me samo followajte na Instagramu. April Sue Lynn Jones se je rodila 4.4., torej 4. aprila leta 2007 v Walesu. A ja, tu imam zapiske na April Jones, ta še gledam, je zaradi tega. Izginila je 1. oktobra leta 2012, ko je bila stara le 5 let. Zadnjič je bila videna, ko je prostovoljno vstopila v vozilo blizu njenega doma. Kdo sploh je April? April, kot sem rekla, je bila 5-letna punčka, ki je živela s staršema, in sicer svojo mamo Coral in očetom Paulom, in pa z bratom in sestro Jasmine in Harleyom. Rodila se je okoli 7 tednov prehitro, kar je pustilo neke posledice na nje, ker je imela težave tudi s hojo, diagnozirana. Glavnem, postavili so ji diagnozo cerebral palsy. Torej, gremo na 1. oktober 2012. Bil je v bistvu povsem normalen dan, otroci so šli v šolo. April je bila tudi ful povezana oziroma navezana na svoje brate in sestre. Vedno je hotela biti povsod zraven, tako kot pa večinoma mlajših sorodnikov, bratov, sester. Jasmine in April sta si celo delile svojo sobo, da sta bile cele dneve skupaj. In ja, ponavadi zjutraj, koliko sem gledala, je njih oče zbudil in je potem šla April zbuditi še Jasmine in Harleya, ker to furala delala. V glavnem, tisti dan je bil isti kot to. Šli so v šolo, vse je bilo normalno, prišli so domov po šoli, oziroma ja, po šoli je imela April tudi tečaj plavanja, ki ga je mislim, da imela enkrat ali dvakrat na teden. V glavnem, to je bilo to, okoli 7 so prišli domov. Ko so se vozili domov, je pač April prosila, če se lahko gre ven igrat. In je mama prva, da pač bila tak, da ne, pa potem, ker je se eno April bila pridna, pa se je še bilo svetlo, je poklicala domov svojega moža, Paula, in mu rekla, da naj ima skuha neki čaj, ker je pač April lačna in mora nekaj jesti, da se lahko gre potem igrat. In koliko sem jaz razumela, on naredil toast z špageti in ko so prišli domov, so to jedli. Potem pa je okoli 7 ure, mislim, da se je April šla ven igrat. Bila je na kolesu, zaradi tega, ker je imela težave s hojo in kolo je v bistvu imela za to, da se je lahko prevažala, da je pač se lahko igrala z drugimi otroci dokaj normalno, ker drugače bi imela malo težave pri hoji. In zato so jih naučili v bistvu tako hitro tudi voziti kolo. No, kot sem rekla, potem se je šla igrat z otroci iz sosedske, pač sosedi. In zraven je bila tudi ena punca, ki je bila stara 7 let. Našla sem pač pri teh sem našla kar nekaj različnih podatkov, ampak bom upoštevala podatke, ki so prišli od njenih staršev. Torej, ko se je začelo bolj mračiti, je njen brat Harley se odločil, oziroma mama in ata sta mu rekla, naj gre po April, in on je šel ven poiskati svojo sestro in nazaj priletel in kričal in se pač jokal, da so jo vzeli. Torej, brat je bil tisti, ki je videl ugrabitev. Kot sem rekla, to je podatek, ki so ga povedali njeni starši, sem pač slišala še en podatek, ki očitno teže ni prav, da naj bi tista punčka, ki je bila z njo, torej neka 7-letna prijateljica, videla njeno ugrabitev in potem, ko so jo starši iskali, je ona to povedala. Ampak očitno ni bilo tak. Ampak tudi o tej prijateljici bom potem govorila. No, potem, ko so ugotovili, da April ni, ne da je samo ni, ampak da je danes šla v neko vozilo, so takoj poklicali policijo in so takoj pričeli iskati April. Torej, okoli 8 ure, torej danes, ko se je April igrala le 1 uro, so začeli policisti in vsi sosedi in vsi iskati April. Ker je v tem času so bila kar razvita socialna omrežja, torej to, ko imamo zdaj, social media, takoj so vse objavili na internet, da so ljudje le vedeli,
da je April pogrešana, da jo iščejo, da če kje vidijo, da pokličejo policijo takoj. Prišla je ful ogromno ljudi pomagati, ki so iskali, kot veste, to je bilo v oktobru, ker v Londonu ni glih toplo tisti čas, torej tudi recimo pri nas v Sloveniji ni glih toplo oktobra. In to je bilo zvečer, ljudje so iskali do jutranjih ur, mislim, da so ljudje v bistvu April, torej prostovoljci in policisti so iskali tako dolgo, da so že v bistvu policisti jim rekli, naj grejo domov, zaradi tega, ker pač ni več zdravo za njih, da so zunaj tako dolgo, brez spanja, brez hrane in pač kar na jok miri. Glavnem, ful dosti ljudi je prišlo pomagati. Edino, kdo ni pomagal, sta bila brat in sestra, torej Jasmine in Harley, zaradi tega, ker se je policija menila, da sta še premala, da če bi slučajno našli kako truplo ali kaj takega od April, da onda tega ne bi rabila videti, torej onda sta bila doma. Tudi naslednji dan niso starši šli iskat, torej Coral in Paul nista šla iskat April, zaradi tega, ker je policija menila, da če slučajno pride April domov, da bo ta onda tam, oziroma da slučajno, če oni najdejo April ne v dobrem stanju, da starša tega ne vidita takoj in da pač, če ju oni rabijo in morajo nujno kontaktirati, da vejo, kje sta. In potem je prišlo do zgodbe od te 7-letne punčke, torej prijateljice, ki se je z njo igrala. Tudi ona je videla to ugrabitev, ker kurje koža mi gre. V glavnem, rekla je, da edino, kaj se je nje zdelo čudno, je bilo to, da je April, mislim, kar naprej je govorila, da je April vstopila v avto pri narobni strani. Kot veste, v Londonu voznik sedi na drugi strani kot pri nas, torej mi smo na levi, oni so na desni. Torej, ona je vstopila na desni strani v avto, kar je bilo te prijateljici ful čudno, zaradi tega, ker tam sedi voznik. Takoj so pogruntali, da je očitno ugrabil nekdo, ki ima na nasprotni strani, torej na naši evropski strani, avto, kaj? Takoj so vedeli, da je ugrabil nekdo, ki ima tak avto, kjer voznik sedi na levi strani. Torej, to je bilo v bistvu ključnega pomena in zaradi tega so v bistvu oni tako hitro vedeli, kdo je njo ugrabil. V tistem mestu, v Walesu, oziroma okrožju kakorkoli, je bil samo en gospod, ki je imel tak avto. In sicer Mark Bridger. Mark Bridger je bil moški, ki v bistvu ni izgledal sumljiv, pač bil je normalen, pozdravlja ljudi. Sami policisti so rekli, da on ni taki tipičen ugrabitelj, pedofil, karkoli, pač kar je glih grozno. Mi imamo, se mi zdi, neko tako predstavo v glavi, kak bi ti ljudje izgledali, ampak ne moreš vedno judge book by its cover. Torej, kot sem rekla, na prvi pogled on ni izgledal sumljiv. Je pa ena stvar, ki so pač potem logično, da policisti ugotovili, povedali. Pred več kot 20 leti je on nazadnje naredil neko kriminalno dejanje. V glavnem, 20 let je on bil normalen, priden državljan. Predtem pa je imel težave z agresijo, nasiljem, domestic violence, torej domestično pač nasilje v družini, potem tudi orožje. V glavnem, on je, koliko sem jaz zasledila, mislim, da je imel že 6 drugih družin, torej 6 otrok ali 5 otrok z različnimi ženskami, kar je malo čudno, s katerimi, koliko sem jaz razumela, ni glih imel nekih stikov. Ker je bilo toliko dokazov proti njemu, so logično, da policisti šli na njegov dom in preiskali njegov dom. Fora je v tem, da njega ni bilo tam, ampak zaradi tega, ker so imeli toliko dokazov proti njemu, policija ni rabila tistega warrant, torej potrdila, da lahko preišče hišo, da so kar vstopili. V tem času, ko so oni dejansko preiskovali njegovo hišo, je on bil na sprehodu s pesom in kar je bilo najbolj čudno, je bilo to, da je helikopter na njem letel in se on sploh ni niti ozrl. Kaj so policisti in vsi ljudje pač predvidevali, da je to definitivno čudno obnašanje, ker če ti hodiš nekje s pesom in, ne vem, helikopterji niso neka vsakdanja stvar, boš pogledal gor, kaj se dogaja, on pa je bil kao čisto normalen, kot da nič ni, tako da, oziroma ne kot da nič ni, kot da se je trudo zgledati nesumljiv. Kaj so našli v hiši? Njegova hiša je bila ful topla, kar je bilo malo čudno. Tudi so našli oziroma opazili, navohali von po bliču
In pa na njegovem računalniku so našli pornografijo. Ampak ne samo normalno pornografijo, ampak imel je tudi slike mrtvih otrok. Pa ne samo mrtvih otrok, ampak mrtvih otrok po umoru. Njega so logično potem takoj aretirali in tudi on sam je takoj priznal. Torej, case closed, right? No. V glavnem, takoj so mislili, da so primer rešili, da bo on povedal, kje je truplo, bla bla bla, vse. Ampak ne. On je priznal, da jo je ubil, ampak ne na tak način, kot jo je dansko. On je trdil, da je ruknil z avtom in da jo je od panike vzel v avto in ji hotel pač pomagati, hotel rešiti, torej naredil je CPR, glavnem, prvo pomoč v bistvu. Ampak, ker to ni delovalo, je v paniki se znebil njenega trupla, ampak zaradi tega, ker je bil ful vinjen v tistem času in paničen se ne spomni, kam je dal njeno telo. Kar je tak, okej. In to je bila njegova zgodba. Logično, da policisti niso verjeli, zaradi tega, ker ja, je imel težave z alkoholom, ampak noben ni videl, da bi April ruknil, ampak April je prostovoljno šla v avto, kar je videlo več ljudi, tako da to definitivno ni bilo res. In takoj so v bistvu policisti ugotovili, da April je mrtva in so obvestili starše. Vedeli so, da je mrtva, predevali so, ker zakaj bi se lagal glede tega, da je mrtva, če je itak priporu, če je, mislim, ne. Tako da oni so takrat začeli ta primer obravnavati kot umor. Takoj so logično, da v hišo šli tudi forenziki, ki so ugotovili, da je hiša zelo preveč počiščena, torej, da je tam ziher se nekaj časa mogla biti April mrtva, živa, to ne vemo. Največ nekih ostankov človeške kože oziroma krvi ali kaj so našli v kopalnici. V bistvu so našli tudi nekaj krvi blizu kamina, kako se temu reče, ja, zraven ognja. Zato pa verjamejo, da se na nek način tudi znebil njenih ostankov v ogenj. V tistem času oziroma tisti dan so ga tudi sosedi oziroma ljudje tistega mesta videli na večjih čudnih mestih, torej videli so ga ob reki in pa na nekem ful velikem polju, ki sta oba taki primerna prostora za to, da se znebiš trupla. Kar se mu sicer baje ne spomnim, da bi bil tam, koliko vem, mislim, da se tega ne spomnim, da ja, na 2 mestih. Torej, teorija je, in policisti verjamejo, kar je grozno, da se je on znebil njenega trupla na večjih mestih, torej, da je zakopal njene ostanke na večjih mestih, kar je ful grozno. In koliko se jaz razumela, tudi on se ful spoznal na te gozdove, ki so bili tam blizu, torej, kot da bi bil nekaj vrste izkušenj, teda pač policija misli, da bo imeli kar težave s tem, da oni to najdejo. Tudi tista reka, ko vem, je bila ful hitra, torej ima hiter tok, kar lahko hitro odnese dele telesa, ostanke, karkoli je on tja vrgel, pač grozno je. Še danes ne vejo, kje so njeni ostanki in družina ne ve točno, kaj se je zgodila. Sestra Jasmine je sama rekla, da noče niti vede, da upa, da ne bo on nikoli povedal, kaj je naredil njeni sestri, kar je ful grozno, ampak definitivno nekaj zelo bolanega. Torej, ko sem rekla, našli so ostanke DNK, ampak jih niso mogli torej povezati z April, ker je bilo premalo, tako da ugotovili so, da je neki DNK telesa, ampak niso vedeli od koga, kaj, nič. Medtem, ko sem rekla, da so našli otroško pornografijo, so našli tudi slike April in Jasmine na njegovem računalniku, kar je, groza. Ne samo to. Takrat, ko sem rekla na začetku, glavnem, tudi on je sam imel hčerko in je večkrat hodil do šole in puncam govoril in jih povabljal, če pridejo spat k njemu oziroma na sleepover, torej na prenočitev k njegovih hčerki. Hvala Bogu, da meni koliko vem ni šel. Ful grozno, teda on je svoje otroke uporabljal kot neki... Teda... Mogoče je, da je on rekel takrat April, če pride k njemu spat, ker ima on tudi hčerkico staro toliko kot ona, kar je grozno in ugabno in mi gre na jok. Ampak April bila stara 5 let, otroci so naivni, Bog ve, kaj on je rekel, tega nikoli ne bomo vedeli, ker on tega ni povedal. Groza. 6. oktobra 2012 je torej Mark Bridger
bil obtožen umora April Jones in je obtožen doživljenjsko without parole, brez možnosti izpusta. Teda ja. Upam, da sem povedala vse. Trenutno se njena starša borita za April zlo, ki v bistvu, kot sem prej rekla tudi v prejšnjem videu o Sarah Payne, ima ona svoj Sarah's Payne law, ki je v bistvu se bori za to, da ko si ti enkrat obtožen spolnega nasilja, pedofilije, česa takega ostaneš na tisti listi, ker kot sem rekla, recimo, ne vem, ali v Avstriji, te po parih letih, ne vem, 8, ne vem točno kolikih letih, zbrišeš z tiste liste, kar tudi jaz menim, da ni prav, da bi mogel nekdo to stati kot sex offender, ker halo, in pa ta April zla se tudi bori za strožje kazni, kar pa jaz ne vem, na kateri strani sem. Strožje, mislim, to, jaz ne vem, jaz bi take ljudi definitivno poslala nekam na psihiatrijo, kjer bi oni imeli ful močno psihiatrično pomoč. Mark Bridger naj bi župniku v zaporu priznal, da je vrgel v reko, ampak potem, ko so spet to nekako prenesli na dan, ja, on spet ni na to priznal. Žalostno je, ker se mama krivi, da je ona kriva, ker je pač dovolila April, da se gre igrat, ker prvo reka, da ji ni hotla, ker je ful žalostno, tudi Jasmine misli, da bi lahko naredila več. Jasmine mora biti ful, mislim, vsem družinskim članom mora biti ful hudo, torej Jasmine je, mislim, da imela težave celo z alkoholom ali pa definitivno depresijo. Oče, mislim, da je bil neki bolezen ali prometni nesreči, torej Paul je glavnem imel neke poškodbe na glavi, na možganih in je pozabil, torej izgubil je spomin. In ko se je zbudil, je vprašal, kje je April, zakaj ga April ni prišla obiskat. Torej, kak mi je na jok, Paul je dansko pozabil smrt svoje hčerke in je mogel iti skozi to še enkrat in cela družina mogla iti skozi to še enkrat, kar je, oh moj bog, horrible. Teda ja. Hvala, da ste gledali ta video, če vam je bil všeč, ga lajkajte, se naročite, spodaj mi napišite, kakšne videe bi radi videli. Ta je bil kar grozen, tako da, grem zdaj gledati nekaj zanimivega. Najverjetneje iPad Pro. Ja, Jasmine se je v bistvu skoraj zastrupla, torej umrla zaradi alkohola. To je to. Vidim, da so vam ful všeč ti true crime videi. Eni me sprašujete, če jih lahko objavim še v nedeljo, ampak jaz res ne morem, ker ful nimam cajta toliko video snemal. Bom probala jih objaviti čim večkrat, ampak zaenkrat enkrat na teden ali pa taki posebne priložnosti kot obletnica smrti, obletnica ugrabitve, petek 13. kaj takega, na tiste dneve bojo prišli še dodatni videi. Ok? Ok. Adijo!